Drage moje, dragi moji, dobro jutro, dober dan. Evo, večinoma ste v glavnem že tudi v chatu drugim voščili dobro jutro. Nekaj vas ima prižgane kamere. Mateja vidim, da je v tovornjaku, dobro poznam te scene. Nekaj 9 let natančno sem vozil šleparja po Evropi, tako da imam nekaj teh izkušenj.
In moram reči, da mi je bilo eno najljubših doživetij. Jaz sem zelo rad vozil ponoči, kadar je tako naneslo. Eno najlepših doživetij je bilo vedno, ko se je začela delati zora, ko se je delalo jutro in ko je bil dan tak, da sem lahko v tistih trenutkih v samoti kamiona užival. Moram reči, da tudi taka tlaka prinese kakšne lepe trenutke. Matej, pazljivo na cesti, veliko sreče želim. Lepo pozdravljam tudi Alenko in Marijo, ki imata trenutno kameri priklopljeni. Verjamem, da se bo v naslednjih minutah temu pridružil še kdo. Danes je 2. november, 2. listopad in evo, kot bi mignil, smo nenadoma se bližamo zaključku leta v vseh pogledih, v koledarskem, mogoče tudi v trgovalnem. V petek, če se ne motim, je Tajron na seji mimogrede bleknil en podatek, ki se ga nameravam držati tudi sam. Skratka, rekel je, da namerava nehati trgovati tam okrog 15. novembra, oziroma rekel je natančno 15. novembra. Zakaj? Zaradi tega, ker se potem počasi trg, na katerega vplivajo človeški faktorji, umirja. Od tam naprej se začne robotika, ti veliki playerji na svetovnih borzah se pač počasi potegnejo ven iz trgov, planirajo te božične, decembrske počitnice in tako naprej, in s trgom upravlja robotika. Mogoče je pa to pač za nas tudi čas za določeno kontemplacijo, da potegnemo skupaj, da potegnemo črto, pogledamo, kaj smo v letu naredili in česar nismo, se malo umirimo in mogoče še opravimo kakšen nekaj tednov učenja, potem so pa tako božični prazniki in je čas, da se posvetimo malo svojim najbližjim. Kar se tiče najbližjih, včeraj je bil 1. november, dan spomina na pokojne, tako kot vemo. Jaz v zadnjih letih prakticiram to, da grem na pokopališče na 1. novembra zvečer, ko se stemni. Mogoče se sliši malo bizarno, ampak takrat je tako pokopališče videti zares lepo. In meni to malo paše. Tudi sicer pokopališče na Blejski Dobravi, to je jeseniško pokopališče, ni razsvetljeno, tako da mu svetlobo daje samo 1000 sveč, ki gorijo, in moram reči, da je prizor kar tak zelo lep, no, dokaj lep. Včeraj sem bil, ko sem ravno omenil najbližje, nekaj trenutkov sem si vzel, malo sem se v mislih pogovoril s pokojnim očetom, tako da, evo, en tak trenutek, mogoče malo sentimentalen. Danes je sreda, krajši prazniki so za nami. Tisti, ki imate še otroke, ste sredi, natanko na sredi, ne samo tedna, ampak tudi krompirjevih počitnic. Tako da, evo, prevešamo se počasi v drugo polovico. Tako kot vedno imam pripravljenih 5 zanimivosti v zvezi z današnjim dnem, pa vam bom zdajle sharal screen, če mi bo to seveda uspelo. Evo, 2. november, 2. listopad, torej malo bližnje datume sem poiskal, glede na to, da vam včasih zamorim s kakšnim podatkom iz leta 2 pa 3, ne. Danes je ta prva stvar, ki jo želim povedati v zvezi z 2. novembrom, se je zgodila 2. novembra 1994. Torej, tole, kar zdajle vidite na sliki, je en prizor iz Egipta. 2. novembra 1994 je namreč nekatere dele Egipta prizadela 5 ur trajajoča nevihta. V požaru po eksploziji, ki jo je zanetil udar strele v velikem skladišču nafte blizu vasi Dronka v južnem Egiptu, je umrlo 430 ljudi, po nekaterih poročilih tudi več kot 500. Torej, po udaru strele so zagoreli 3 rezervoarji z nafto, ki jih je tam imela egiptovska vojska.
15.000 ton nafte je po eksploziji izteklo in se pomešalo s poplavno vodo, ki se je za bližnjo železniško progo vzpostavila po neurju. Železniški nasip seveda take količine, takega pritiska ni zdržal in mešanica vode in nafte je poplavila omenjeno vas, kakor ji rečejo, z 10.000 prebivalci, torej vas z 10.000 prebivalci. V Sloveniji bi to pomenilo enega od 10 največjih mest. Naslednja stvar, tale SS-ovc, ki ga vidite, je Na današnji dan leta 1995 je argentinsko vrhovno sodišče odločilo o izročitvi nacističnega častnika, takrat 82-letnega Ericha Pripkeja Italiji, kjer je bil obtožen vojnih zločinov med drugo svetovno vojno. Leta 1996, torej leto kasneje, je bil Erich Pripke v Italiji obsojen zaradi vojnih zločinov, ker je poveljeval enoti, ki je bila odgovorna za tako imenovani pokol v Ardeatinu, ki se je zgodil v Rimu 24. marca 1944. Zgodil se je pa kot maščevanje za partizanski napad, v katerem je bilo ubitih 33 SS-ovcev, no, Nemci so pod vodstvom tega modela tukaj na sliki ubili 10-krat toliko ljudi, pa še malo zraven, skratka, ubili so kot maščevanje 335 italijanskih civilistov. Erich Pripke je bil eden od odgovornih za to množično usmrtitev. Po porazu nacistične Nemčije je pobegnil v Argentino, kjer je živel skoraj 50 let. Na procesu v Italiji je, pazite, priznal svoje sodelovanje v ustrelitvi talcev, vendar se je izrekel za nedolžnega, saj ni čutil nobene moralne odgovornosti za svoje dejanje. Po nekaj preobratih in zapletih je bil obsojen na 15 let ječe, ki so mu jo pa skrajšali na 10. Leta 1998, torej čez 2 leti od teh 10, je bil iz zapora izpuščen v hišni pripor, kjer je dočakal 100 let in umrl leta 2013. Torej, nekoč je poskrbel, da je umrlo 335 ljudi, sam je pa doživel 100 let. Leta 2004, na današnji dan, je George W. Bush, verjamem, da vsi veste, kateri od teh dveh na sliki je George Bush. On je torej na 55 volitvah za predsednika Združenih držav Amerike zmagal proti demokratu Johnu Kerryju, to je pa ta drug. Republikanska lista tedaj že 4 leta aktualnega predsednika Georgea W. Busha je torej premagala demokratsko listo Johna Kerryja, ameriškega senatorja iz Massachusettsa, in bila na ta način izvoljena v drugi mandat. V zvezi s tem ne želim več govoriti. Na današnji dan leta 2006 je na 7 tako imenovanih Latin Grammy Awards Isabel Mebarak Ripoll, to je kolumbijska pevka pop glasbe, bolj sicer znana pod umetniškim imenom Shakira, postala prva izvajalka, ki je osvojila nagrade za ploščo leta, album leta in pesem leta. In tole, kar vidite na fotografiji, je Shakira, seveda. No, pa še nekaj za ženski spol, pogojno tudi za moški, če boste vedeli, o čem govorim. Na današnji dan leta 2011, torej pred 11 leti, je neverjetni portugalski napadalec Cristiano Ronaldo na svoji 105. tekmi za Real Madrid dosegel že svoj 100. gol. In sicer se je to zgodilo na tekmi Lige prvakov proti francoski ekipi Olympique Lyon, ki jo je Real dobil z 2-0. Toliko v zvezi z zanimivimi dogodki na 2. novembra. Zdaj si bomo vzeli nekaj minut za zapisovanje jutranjih hvaležnosti. Čez 5-6 minut se zopet slišimo, potem pa tisti, ki veste, kaj sledi ob sredah zjutraj, tisti, ki ne veste,
boste pa izvedeli čez dobrih 5-6 minut. Skratka, jutranje hvaležnosti.
Kar se tiče mene, jaz sem zaključil z zapisovanjem. Tisti, ki še zapisujete, si seveda zapišite v miru do konca. Evo, takle imamo, čim sem pohvalil Alenko in Marijo, pa še tistega šoferja, kdo je že bil, Jure, so mi vsi izginili s kamere, tako da se zdaj pogovarjam dejansko s kompjuterjem in nikogar ne vidim, nikogar ne vem, s kom govorim. Skratka, če drugega ne, slišite me, verjetno si predstavljam, da me slišite. Zdajle je tisti trenutek, ki sem ga omenil prej, in sicer je trenutek za tale trenutek. Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of Fritz and Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time, we'll have a gay old time. Jaz upam, da ta glasba v ozadju ni preveč glasna, če je, mi boste pa pač napisali v chat, tako da upam, da se bomo slišali. V epizodi Kremenčkovih je danes v glavni vlogi muskovit. To je torej kristal, ki se imenuje muskovit. Nekateri mu rečejo tudi mica, ne vem, zakaj je tako, muskovit se mi kar dopade, ne? No, sicer pa sem našel dokaj skope podatke o muskovitu, ki so pa sicer zelo zanimivi. Muskovit je najpogostejša oblika mice. To je mističen kamen z močnim angelskim stikom, ki spodbuja zavedanje višjega jaza. Ta kamen previdov nas povezuje do najvišjih duhovnih sfer. Spodbuja srčno čakro, omogoča astralna potovanja, odpira intuicijo in psihične vizije. Muskovit ima v sebi sposobnost, da omogoči priznavanje napak pri samem sebi, torej mogoče malo deluje kot ogledalo, ker ogledalo ne skrije ničesar, ne, in takle muskovit vas spodbuja, da zaznate in da se jih priznate stvari, ki vam mogoče niso v ponos, ki vam niso všeč pri samem sebi, hkrati pa spodbuja brezpogojno ljubezen ter sprejemanje, v tem primeru seveda do samega sebe, ne, ker tako govorimo. Skratka, treba je napake, ki jih imamo, sprejeti in se imeti kljub temu rad. Muskovit je odsevni kamen, tako kot sem rekel, zrcali nazaj in nam omogoča, da prepoznamo, če se tako izrazim, naš izstreljeni del sebe, ki ga doslej nismo uspeli ozavestiti, in zato si ga ogledamo od tako rekoč tam zunaj, ne, neodvisno, mogoče malo ven iz svoje pameti, in potem se lažje vidimo, kaj počnemo narobe, konec koncev tudi, kaj počnemo prav. Pardon. Muskovit nam pomaga videti stvari, ki nam niso všeč, kakor skozi oči nekoga drugega, in tako pač spoznavamo značilnosti, ki jih ne moremo sprejeti pri samem sebi. Nato nas spodbudi k povezovanju v celoto in preoblikovanju teh, če jim rečem kvalitet, sicer pa lastnosti, ker tudi kakšna slaba stvar je lahko kvaliteta v določenih okoliščinah, ne, slaba lastnost. Če neham o tem, bom povedal naslednji zanimiv podatek. Muskovit se lahko uporablja seveda v malo večjih količinah, kot je tale moja, na potresnih področjih, kjer nežno in varno lajša napetosti v zemlji, prav tako sprosti napetost tudi v fizičnem telesu in usklajuje subtilna telesa in meridiane s fizičnim telesom, kar ustvarja
ravnotežje. Takle muskovit razprši negotovosti, dvome v nas same in nerodnost, ne, če ste mogoče kaj štorasti, kot se reče tukaj na Gorenjskem, in takle muskovit v žep, pa boste lažje preskočili čez ograjo, ne. Muskovit je koristen za tiste, ki trpijo zaradi zamenjave levo-desno, gotovo tudi vi poznate koga, ali pa je mogoče celo med vami kdo, ki reče, ja, levo, ne, in kaže z desno roko v desno smer. Tako da nekateri ljudje to instinktivno malo mešajo, takle muskovit vas bo naštelal, če tako rečem, ne. Takle kristal ima tudi lastnost in zmožnost, da odpravi jezo in živčno napetost. S pomočjo muskovita začnemo sprejemati vse ravni bivanja. Muskovit pomaga pri radostnem gledanju naprej v prihodnost in nazaj v preteklost, saj začnemo ceniti vse lekcije, ki smo se jih v življenju naučili, če tudi so bile morda kdaj grenke. Skratka, zaradi takega muskovita bomo čutili vpliv hvaležnosti v bistvu za vse te lekcije, ne. Muskovit nam omogoča, da se vidimo, kot nas vidijo drugi, o tem sem že govoril, pomaga nam pri spreminjanju naše lastne podobe, ki jo kažemo navzven, torej zunanjemu svetu. Muskovit nas podpira med raziskovanjem bolečih čustev, vsakdo od nas jih ima, torej tole pomaga malo bolj jasno videti ta naša boleča čustva. V veliko pomoč je pri reševanju čustvenih problemov in spodbuja hitro izpovedovanje, kar je v vsakem primeru dobro. Saj veste, kako rečemo, mogel sem to dati z ramen, mogel sem se spihati, mogel sem dati to iz sebe in takle muskovit vam bo pomagal, da boste nekatere stvari dali od sebe lažje. In tudi, kot pravim, muskovit omogoča jasno izražanje misli in čustev, torej ne boste mutili tako, kot zdajle mutim jaz, ampak boste v svojem izvajanju, v tem, kar boste dajali sebe, jasni, ne. Tole je en pomemben podatek, pa najbrž tudi za moške, čeprav predvsem v prvi vrsti za ženske. Zdajle se boste mogoče malo nasmejali. Muskovit izboljša naš videz, muskovit prinese lesk na lase in iskrico v oči. Upam, da imam vsaj iskrico v očeh, ker leska na laseh prav gotovo nimam, razen če mogoče to ne deluje tudi na brado, tega pa nisem nekaj ekstra preverjal, ampak zakaj pa ne, bom pa poskusil tudi s tem, ne. Pa še ena pomembna stvar, tudi bi mogoče malo pokroviteljsko rekel, da bo prej všeč ženskam kot moškim, ampak priznam, da bi bila všeč tudi meni. Muskovit pomaga telesu pri doseganju svoje najprimernejše teže. Zdaj, dve možnosti mi tukaj padeta na pamet. Če ste prelahki, če se vam zdi, da vas bo veter odpihnil, se malo obložite z muskovitom in imate kaj hitro najprimernejšo težo, vendar bodimo pošteni, to velja tudi za druge kristale, ne samo za muskovit, tudi če se čisto navaden kamen daste v žep, boste malo težji. Tako da verjetno to velja bolj za primere, ko se želite znebiti odvečne teže, kako sicer muskovit deluje na to izgubo teže, ne bi znal razložiti, ampak eto, očitno vesolje zna poskrbeti tudi za to, čemu znamo prisluhniti in čemu znamo, tako kot vedno rad rečem, reči yes, vesolje vedno reče da. Pametno je, če tudi mi ravnamo tako. Sistem je že opozoril kakšno minuto, dve nazaj, da se bliža konec. Ker se bliža konec, je pa seveda čas za jutranje manifestacije. Tisti, ki ste v priložnosti, se naslonite nazaj, mogoče uležte, skratka poskrbite, da vam bo udobno, nogi trdno na tla,
Roke jaz dam v teh primerih običajno takole, da sprejemam stvari, ki mi jih ponudi vesolje. Če hočete temu reči Bog, mu pa rečete Bog, jaz uporabljam izraz vesolje. Vsaj 3-krat skozi nos, če imate odprte dihalne poti, vdihnite nov, svež zrak, pustite, da se kisik razširi po vašem telesu, potem skozi rahlo priprta usta pihnite stvari, ki jih več ne potrebujete ven, hkrati boste ven pihnili tudi ogljikov dioksid, ki ga telo ne potrebuje, in vi boste pripravljeni za to, kar bom povedal zdajle. Če želite, si lahko to na glas ponavljate, če želite, si lahko ponavljate v mislih, skratka 10 afirmacij za današnje jutro bo kar zanimivih. Grejo pa takole. Prva. V mojem umu ni odpora, odprt sem za vznemirljive nove priložnosti, ki se vsakič znova odpirajo. Druga. Vreden sem vsega dobrega, kar življenje ponuja, in zaslužim si biti uspešen. Tretja. Vedno sem odprtega duha in željan raziskovanja novih poti do uspeha. Četrta. Sem dobro organiziran in strokovno ter kar najbolj učinkovito upravljam svoj čas. Number 5. Vedno pričakujem pozitiven rezultat in seveda privlačim dobre rezultate. 6. Sem močan ustvarjalec. Ustvarim si življenje, ki ga želim, in v njem uživam. 7. Osredotočen sem na svoje cilje in čutim strast do svojega dela. 8. Vesolje je polno neskončnih priložnosti za mojo kariero. 9. Obkrožen sem s pozitivnimi ljudmi, ki me podpirajo in verjamejo vame. In 10. zadnja za danes. Ostajam osredotočen na svojo vizijo in strastno opravljam vsakodnevno delo, pa če je to koj grabljenje listja okoli bloka, dodajam jaz, to sicer ni del afirmacije. Tako, drage moje, dragi moji, toliko sem imel pripravljenega za sredino jutro. Hvala, ker ste bili z mano. Matej pazljivo na cesti. Lep dan, lep oktobrski dan, lep novembrski dan želim vsem skupaj. Naj bo uspešen, pa tako kot seveda rad rečem, povejte tistim, ki jih imate radi in od katerih prisotnost cenite v svojem življenju, kako čutite, vsak to rad sliši, pa tudi nase boste ponosni, da ste to dali od sebe. Na ta način boste širili pozitivno energijo. Vse tole, kar mi počnemo, je stvar energiji, in če širite pozitivno energijo, boste pozitivo fasali tudi nazaj. Tako da, lep dan, Marko Mavas rad, se slišimo ob naslednji priložnosti. Ajde, čau.